No, pred nami je knjiga Smet z gora, izšla je letos, ravno v času korone. Mislim, da ravno v idealnem času, kajti zdaj, ko je bilo omejeno gibanje, je pravzaprav tudi povpraševanje po takih zabavnih zadevah naraslo. Ne povem, tukaj noter je 17 zabavnih planinskih zgodb, ki pa ne spadajo v rang kakšnih šal, vicev ali pa kvantanja, ki je tazga, kot se dogaja recimo tudi v planinskih kočah, posebej po 10. uri, ko nekateri mislijo, da nad 1000 metri ni več greha in s tem samo kravžljajo živce oskrbnikov v planinski koči. Ne, to so pravzaprav neke doživete anekdote, pripetljaji, zapetljaji, ki so se zgodili pravzaprav meni ali pa moji planinski družbi v gorah. Knjiga zajema pravzaprav nekako 30-letno obdobje, pokriva v bistvu časov prejšnje države, iz Jugoslavije, ko smo hodili mladinci v gore in takrat je bilo vse popolnoma drugače. Planinstvo se je v tem času zelo spremenilo in marsikatera zgodba bo videti z današnjega gledišča zelo čudna, ne. Zdaj čudna na kakšen način. Danes hodimo v gore z avtomobilom ponovadi, hodimo za en dan, včasih smo obvezno prespali v kočah, enkrat ali dvakrat. Šli smo tja z avtobusom, se tako tudi vrnili, nismo poznali mobilnih telefonov in situacije, ki so se nam dogajale, so bile kaj pestre. Lahko omenim tudi recimo jugoslovanske graničarje. Se je zgodilo to, šel v karavanke ali pa, ne vem, nad Logarsko dolino, cel dan si hodil gor in naletel na jugoslovanskega graničarja, ki te je vprašal, kje imaš potni list. Seveda mi smo planinci, smo vedeli, da takrat v gorah niso bili potrebni potni listi, vendar samo ta planinska izkaznica, z njo je bilo dovoljeno od zore do mraka hoditi. Ampak nastal je problem, ko je ta graničar, ki je bil nekje z juga države, pogledal to, ni znal brati latinice, ampak samo cirilico, je rekel, o, ne valja ništa, ne, idi dole, ne. In če je bilo to v nedeljo popoldne, pa si prišel v 5. zvečer v Logarsko dolino, tam ni bilo več nobenega avtobusa za domov. In kako boš prišel domov in naslednji dan še v službo, nikogar ni zanimalo, ne. To so neke take čist, bom rekel, z današnjega gledišča fantastične zgodbe, no. In tukaj jih je nabranih 17, nekatere so seveda tudi modernejše, opisuje pa vse, kar se lahko dogaja tako v življenju kot v gorah, ne. Možnost je neskončno, niti dve zgodbi noter pa nista enaki. In vsaka posebej je pa tudi lepo ilustrirana z ilustracijami Miljana Plužareva, ki je res, bom rekel, moj nek prijateljski ilustrator. On ilustrira tudi za Planinski vestnik. Vsako zgodbo mu jaz povem, no, to je ena taka prav lepa, tudi seveda obravnava tudi iskrice med spoloma, ki se dogajajo v gorah, ali pa kakšne neprijetnosti, ki se zgodijo. Bom rekel, ena najbolj svežih je bila zaklenjeni ključi v avtomobilu. Glejte, kaj je tukaj pravzaprav smešnega, ne? Če se nam to zgodi v mestu, nekje v dolini, je to kvečem neprijeten dogodek, ki nastane nekaj časa, pa denarja, da nekoga na pomoč pokličemo pa seveda nekaj živcev. Medtem, ko če se ti to zgodi, kot se je meni v jesen, pozno popoldne na gorskem parkirišču, ko ostaneš brez vsega in nahrbtnik in telefon in vse imaš noter v avtu in potem tehtaš 5-kilski kamen, a bi z njim razbil šipo, pa ugotavljaš, da če to narediš, si boš v bistvu ta planinski izlet še bolj zapomnil, kajti naslednji dan bo treba vzeti dopust in potem je šipo menjati. No, ampak ker smo planince nekako iznajdljivi ljudje, tudi tukaj sem najdel neko rešitev, ki jo opišem noter. In seveda, ko se pa izvlečeš iz take krizne situacije, pa potem nastane iz tega nekaj tak zabaven dogodek, poučna zgodba in tudi vse te smešne, zabavne zgodbe so pravzaprav poučne, kajti veliko ljudi, ki jo je že prebrali, se pravi to knjigo, je v njih našlo ogledalo. Marsikdo je rekel, to sem pa tudi jaz že doživel ali pa slišal kaj takega, ne. Tako da
Jaz mislim, da bo to kar prijetno branje. Hvala lepa za predstavitev in pogovor. Se lahko prosim še predstavite? Ja, moje ime je Dušan Škodič, to je sicer moja tretja knjiga, ki je šla pri Planinski izložbi Slovenije. Drugače pa sem tudi sodelavec Planinskega vestnika, za katerega pišem že 25 let in zadnjih 10 let sem tudi član uredniškega odbora, kjer pokrivam nekako planinsko zgodovino.